Janez Jovanovič je upokojeni elektroinženir, ki ima že več kot 20 let težave s sluhom. Pred dobrim letom se mu je sluh poslabšal, zato se je obrnil na svojo zdravnico, ki ga je uvrstila na seznam upravičencev do slušnega aparata. Slab slišim, jaz sem šel k zdravnici in ona rekla, sem kandidat za slušen aparat. Potem se je pa malo začelo komplicirati. Jaz sem malo tako vprašal, raven teh vprašanj, kako se rabi, kaj. Vsi so prijazni. Pridete tja, vam zmerijo, dobite naročilnico, da greste v enega teh pooblaščenih in to je to. Samo jaz sem pa prosil, da še ne bi dobil naročilnice, ker preveril, kaj je mene prvič moteč. Hrup. To je osnova, kdaj se slab sliši. Dodatna motnja in osnovnega tona več ne zaznavate. To je sploh spoznavanje, da človek ne sliši dobro. Problem je hrup, pa recimo vnukinji, to je pa tam lepa lestvica, slišnosti posameznih zvokov pa otrok, ko začnejo čeblati. Aleš, daj povej mi, kaj sta povedali. Moja želja je bila, da mi aparat omogoča, da slišim vnukinji, to se pravi tiste frekvence, no pa so mi dali razne odgovore, ne bi bil tak primeren slušen aparat tam okrog 12 kanalov. Janez Jovanovič je začel sam poizvedovati pri različnih ponudnikih o optimalnih nastavitvah slušnega aparata. Pri tem je naletel na različna mnenja, med drugim tudi, da naj bi slušni aparat škodoval zdravim dlačnicam. To je v njem vzbudilo še več vprašanj. Slušen aparat je dokaj kompliciran za uporabnika, če hoče ga imeti optimalno nastavljenega. Zdaj je že prednost, ko jih lahko sami programe določate spet na ceno, da nastavite, to je v bistvu equalizer z dodatkom, da posamezne frekvence tudi po jakosti različno ojačuje. To optimalno uporabljati je pa kar težava. S tem, da je še dodatna težava, kje je zdaj pa meja, pri katerem vam že ob dolgotrajni uporabi, da vam to škoduje. So mi dali mnenja, da prevelika jakost škoduje, kar je jasno, tudi pri slušnih aparatih, vendar jih oni optimalno nastavijo. Kaj je pa optimalna nastavitev, bi pa jaz rad podatke o tem imel. Pri katerih frekvencah in jakostih tega, kako ga meni nastavijo in kako vam jaz to možnost uporabljati optimalno, da, ko bom rabil, ga bom več nastavil, potem pa čim manj uporabljal, da ne bom pokvaril še preostalih glasnic. In tega podatka ni, saj dostopno javnega ne. Če je 85 meja, koliko je pa meja za paciente, ki pa morajo imeti več kot to, da slišijo. V tem je ves čar zadeve. In jaz se strinjam, mora biti močnejši, ampak samo 5 minut na dan. Za ustrezno nastavitev slušnega aparata skrbijo slušni akustiki, ki ob natančnih meritvah ponujajo tudi primerno tehnično razlago. In ker tehnologija hitro napreduje, se morajo redno izobraževati in izpopolnjevati. Pri nas so se doslej izpolnjevali na tečaju, ki ga izvaja Univerzitetni klinični center Ljubljana. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana po predpisih Zbornice za zdravstveno nego izvajamo tečaj, kjer diplomirane medicinske sestre dobijo specialna znanja in postanejo avdiometristke in izučene za testiranje sluha in ravnotežja. Poklic slušni akustik v Sloveniji uradno ne obstaja, zato je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije v letu 2022 na Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje podala pobudo za razvoj poklicnega standarda NPK akustik za slušne aparate, ki je trenutno še v fazi obravnave. Poleg Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je tudi stroka mnenja, da so poenotena znanja na tem področju več kot potrebna. Ne gre za prodajo,
ampak da gre za izdajo medicinsko-tehničnega pripomočka. Na to izdajo ne sme vplivati finančni interes izdajatelja ali recimo neprimerne želje uporabnika. Mislim, da so lahko uporabniki medicinsko-tehničnih pripomočkov za izboljšanje sluha veseli in navdušeni, da bodo ti izdajatelji imeli potrebna znanja. Janez Jovanovič je že pred leti naročil slušni aparat iz tujine, ki pa ga ni dolgo uporabljal. Zdaj si želi boljši in kakovostnejši slušni aparat, ki bi mu pomagal, da bi bolje slišal, predvsem svoji vnukinji. Jaz sem osebno že leta 2002 kupil svoj slušen aparat. Pa po spletu, kaj pa jaz vem, kaj človek malo sreče, malo smole, ga nisem več rabil, ker je bilo težje do njega priti. Vsak uporabnik, da bo imel bolj izrabljen aparat, kot ga ima. To je bistveno vprašanje in pri kateri jakosti že lahko prihaja do poškodb preostalih delujočih lastnic. In zdaj se držim čim manj uporabljati, pač pa tam, kjer je potreben. Dokler mi ne bo nekdo povedal, koliko to škodi, koliko ne. Uporabljam ga tam, kjer ga rabim. Ne pa, da bi ga kar nosil, pa preveč mogoče uporabljal. Kaj je moja želja pri slušnem aparatu? Slišati vnukinji, počasi še ga ne slišati. Da imam mir. Ob dobri strokovni pomoči in podpori bi se Janez Jovanovič zagotovo lažje odločil za uporabo slušnega aparata. Negotovosti, s katerimi se srečuje, so dokaz, kako pomembno je ustrezno svetovanje in podpora vsem, ki se soočajo s slabšanjem sluha. Uvedba NPK slušni akustik, ki je trenutno še v fazi odločanja, je tako ključna za zagotavljanje strokovne pomoči in podpore vsem uporabnikom slušnega aparata. Teh je v Sloveniji po uradnih podatkih okoli 78 tisoč.